Lepo pozdravljeni v novi epizodi z podcasta Zevo. Danes pravzaprav podcast posvečam legendi slovenskega repa, lahko rečem. Vesela sem, ker je danes z mano Klemen. Živjo! Čau, Eva. Petdeset let si bil star in Ja. 25 let mineva od Trnov Styla. 2 obletnice, ne? 2 obletnici, tako in veš, zdaj bom kar iskrena in direktna. Ja. Človek ti ne bi dal 50 let, no. Hvala, dobro. Se že malo vid, ne, ampak to je to, ampak vseeno hvala za pohvale. Jih občutiš? Pa bom rekel, ja, da ponovadi se mi zdi zmeri, smo tako, kot se počutimo, tako si star, se mi zdi, a veš, tako da, ne vem, pa se ne počutam se, ne vem, mislim, ko smo bili mlajši, smo tako starejši, ful tako gledali, ne vem, to je bil, ko smo bili otroci, ne vem, se mi zdi, ne bil, ne vem, 40 star, to je že star, pač decka. Ta je že star. Ja, danes pa pač malo drugačka, si misliš ti sam, ne, zdaj ne vem, kako pa tam mali gledajo, ne. Je pa res, da tako kot si rekel, tako kot se počutimo, ne? In včasih se mi zdi, da če se počutimo bolj mladostne, potem rečemo, čakaj, sej nimam več 35, ne? Jaz sem pa vseeno že pri tej 50-ki. Včasih je ta 50-ka za marsikoga tudi tako mečkan prelomnica, ali pa veš, kakšna ta druga puberteta pride, ali pa kakšna kriza srednjih leti tudi rečejo. Nisi se spopadal s čim takim? Ja, ne vem, se vmes, a veš, kako se pravim, če pa razmišljaš tako vse na bolj negativno ali tak način, v bistvu najbrž pa se tako počutiš, pa samo o tem razmišljaš, tako da, ne vem, zaenkrat se kar dobro počutam v svoji koži, tako da, ne vem, je kar v redu. K temu, da si mogoče zdaj nekoliko drugačen, kot si bil pred, 30 leti, se bova še vrnila v nadaljevanju. Najprej bi se jaz dotaknila tvojega otroštva. Trnovo na nek način si naredil poseben del Ljubljane, poseben del tudi zaradi tega, ker seveda si veliko o njem pisal in vsi se mi zdi, da tisti, ki ga morda prej niso poznali tako podrobno, so ga lahko tudi preko tvojih besedil spoznali na nek način. Tako enako velja za Šiško, a ne, recimo. Si imel kdaj občutek, da je to med glasbeniki oziroma med umetniki tako kar mal ena taka interna fora, če lahko tako rečem, dej piš iz tistega kraja, kjer si oziroma predela Ljubljane, malo opisuj to situacijo, v kateri si odraščal. Aha, ja, ne vem, če si vsak se po moje nekako nas to, kar je on doživljal, pa to o tem piše, pač ne vem, tako da jaz sem bil zmeri ponosen Trnovčan, moram reči, tako da tam pa Trnovčani smo se imeli zmeri se najbrž smo vsak pač konc mal za neki postebenega, ne, mi smo bili ninja Trnovke, ninja Motika, ninja ne vem kva, tako da pač in pa smo, ne vem, smo imeli radi svoj kraj, no, v bistvu, tako da smo se dosti družili v zunaj, pa to zdaj ni več tako, kakor je bilo, a ne. Ker so pač že družine v igri, ne, imajo prijatelji pač že lepo svoje družince, pa tako, ne zdaj vsi, ampak kakorkoli, tako da je kar, ni več tako, no, se pravi, ponovno smo bili pa cele dneve tam na Partizanu, malo basket, malo to in tako da se je malo spremenilo, ampak je še zmeri lep kraj, ne. Absolutno. In še vedno verjetno vsi tisti, ki imajo zdaj, kot si omenil, otroke, a ne, so veseli, da lahko tudi otroci še vedno skačejo zunaj, se igrajo, se športno udejstvujejo, čeprav verjetno, tako kot si rekel, ne, je tega bistveno manj zaradi tudi tempa življenja, ki ga imamo, kot je to bilo v tistih časih, kot si bil ti majhen, vi verjetno ste več časa bili vzun, kot pa notri, ne? Ja, mislim, večino smo bili vzun, ne, pa to, tako da jaz danes je pa pač toliko več teh notranjih dejavnosti, so bili tudi takrat namreč igrice, računalniki in ampak danes imaš pa lahko tudi telefon, čeprav lahko greš telefonom, tudi vse ven, sem ti pa dosti zamot časa, tako da v bistvu, če bi posvetili najbrž ta čas, ko smo na mobitelih, pa če ne vem, sprehajanje v naravi in bi bilo to vse drugačne. Koliko si pa kaj kritičen, ko gledaš recimo današnjo mladino v primerjavi s tistim časom, ko si ti odraščal? Ja, pa izvem, vsak ima ene svoje Vsak ima ene svoje, ne vem, se mi zdi, atribute ali kakorkoli delajo, tako da
Jaz dobesedno ne poznam zdaj spet toliko te mladine nove, tret, ko vse to vladajo, tret pa to, pač imajo ful več računalnikov in mislim, telefona pa to je prisotno, kar je tudi pri nas starejših, ne, ampak drugač pa ne vem, se mi zdi, da so pač, da se razvijajo v eni svoji smeri, malo so drugač, so bolj razviti, se mi zdi, ko smo bili mi takrat, ko pa jaz mislim, več ve informacijsko, ne, zdaj ne vem, če je to En klik stran so od informacij. Ne? Ja, veš, ampak to je pa ponovadi tudi, nekdaj tudi najboljše, pa tudi lahko zmerno, ne, pa se pa z vsem obremenjuješ z vsemi informacijami, ki jih najbrž imamo, ne vem, 80% preveč informacij na splošno, tako da je pol zmešan svet, ne. Kako se pa spominjaš osnovnošolskih dni? Kdaj se je v tebi prvič rodila ta žilica po pisanju, po rimah, po ustvarjanju? Ja, tako, ko se spomnim, osnovna šola, to je bilo, ne vem, se mi zdi, da sem bil, jaz, ker sem dosti zgodaj začel malo breakdancati, pa to, ko sem gledal film, ne vem, zdaj, kdaj je bil ta film, kaj pa jaz vem, 87 leta, ali kaj pa jaz vem, ali že prej mogoče, ne vem, pač breakdance, in vem, da ko sem pač ta film gledal, breakdance od takrat naprej, sem čisto noro za črnci, pa za pač to hip-hop muziko, pa vse, kar je v bistvu takrat bilo na to temo breakdanca, pa to in se je pol počasi, mi zdi pa, iz tega pol tudi rap razvijal, pa tako da je, ne vem, da sem pa pol malo bolj gledal, ne vem, doma, ko so bili še teli MTV Raps, pa to, sem si še na kasetke snemal, malo malo rapu zraven, pa to, tako da takrat se mi je pa pol odprlo, v bistvu, sicer naprej sem mislil, da moraš biti črnc, da to sploh lahko delaš, pa sem pa, ne vem, en tak, doma sva imela in sestro, pač, ki je prinesel en prijatelj iz Italije, ne mislim iz Gorice, nama je prinesel en tak kasetofon, ampak tako je izgledal v bistvu, ko da imaš malo studija, pa to veš, kao. Ja, tako da so pol v bistvu na tiste snemala sestra, pač sestrica je bila še zraven mene, jaz sem imel Iskre gramofone, tret, pa sem si spuščal pač plošča, tako da je ena plošča pač naprej šla, pa to, da sem malo repu, na drugo sem imel pa snet tale Jerman, tako da sem lahko pol tako da si že malo že takrat, ja, kao malo probaval pa to in sem posnel si pač prvi komad, ki je bil še v angleščini, tako da zdaj jaz ne vem, kjerga leta je bilo to, po moje, ne vem, kdaj v angleščino dobiš, če bi v angleščino smo dobili kaj, v 4. Ja, se pravi, 6., 7. rečemo razred osnovne šole, zdaj pa, kaj to, če sem jaz 75-letnik, kva? Pustva matematiko, hotela sem te nekaj drugega vprašati. Pri tem, kar si rekel v smislu v angleščini, to sem te hotela vprašati, da glede na to, da je to bila osnovna šola, pa da si recimo v angleščini nekaj že bil sposoben ali zarepati ali napisati, kakorkoli pomeni, da angleščina ti pa je verjetno kar ležala, ne? Nisi verjetno imel težav s tem jezikom. Ja, pa tako, ko pa jaz vem, mislim, ker se je bilo treba čiti čase. Ja, pa to je bilo vse drugačne, pa to, zanimala me je že sam po sebi, tako, pač zato, ker so pač ameriški je bil rap, kao, ne, tako da sem probaval, v bistvu, mislim, sploh takrat nisem niti študiral, da bi v slovenščini pisal, kao, sem mislil, to more biti tako, kao, ne, to more biti v angleščini. Pol kasneje se mi zdi, pa jaz se res, pač sem pa začel kaj malo, pač v slovensk probo pisati pa se res, se ni treba anglešče, se to pa spet ne znam. Lahko pa bi v bistvu rekla, da si ti tisti, ki si Slovencem slovenski rap približal, da smo ga skupaj s tabo v bistvu začeli odkrivati na nek način, ne? Ja, hvala za to, ampak v bistvu se je tudi, ne vem, so tudi Alien je že prej, ne pa to, ampak tako da nisem jaz zdaj nekak prvi tret, ampak pol, ko vidiš, da pač v slovenščini lahko pišeš, da to gre, da je čist lep, super jezik naš, je to, pač pa sem pa v angleščini nehal, tako da nisem nikoli nekaj, ne vem, ko v angleščini niti probo en komadič, mesi, da bom posnet od enega prijatelja, ki je bil tudi pač iz Amerike prišel, pa sem malo skap naredila, pa to, tako da
bi bilo zanimivo, no, proba tudi sam, je pa najbrž taka konkurenca, da je pa to najbrž bi bilo težko, a ne. A bi lahko rekel, da je ustvarjanje repa v bistvu res način življenja v smislu, a veš, tako kot je glasba, ne vem, imamo pop, imamo metal glasbo, imamo rockerje, ko v bistvu že nadaleč, ko vidiš človeka, lahko mečkan popredalčkaš, kam bi ga lahko dal, ne? Ja. Ta rap scena v Sloveniji, kako bi jo ti recimo opisal? Kje so tisti reperji potem bili v tistem tvojem zgodnem obdobju, zdaj govorim, kaj ste takrat bili drugačni od nekih metalcev, razen tega, da pač ste poslušali in ustvarjali drugačno glasbo? Kakšne ketne se je nosil, če smel kaj doma untret, široke gate untret, tako da vsak je imel najbrž tudi ali svojo, mislim, modo, ali ko pa izvem, ne vem, oni so bolj črni, darkari ali pa tako kakorkoli, bolj ozke hlače. Jaz vem, da sem oboževal trenerke, široke pač hlače, pa take stvari, no, to pa kapucarje, pa take stvari. Tako da enkrat vmes so bili še zelo ful popularni te Caterpillar, pa to se mi zdi, ker so imeli pač ene par skupin, je tudi, rečemo, ne vem, Das Effect sta imela skozi pač to in se spomnim, pač tudi ker včasih to kupil sam zato, da si bil delež tega. Da si bil in cool. Kaj je tisto, kar, Klemen, ko pomisliš za nazaj, recimo za svoje otroštvo, kaj bi rekel, da te je najbolj definiralo? Ja, ne vem, po moje, mislim, vsakega definira po moje nasplošno svoj njegov life, se pravi, težko je zdaj govoriti, kaj prav posebej, se mi zdi, kar vse skup pač malo, ne. Ampak dobro, ne vem, kaj je definira najbolj sigurno me oko nekako zaznamovalo, bom rekel, ko sem imel pri 5-6 letih, sem imel to nesrečo, bom rekel, ne, da mi je pač en steklouč priletel, na Dolenjskem je to bilo, tako da... Kaj se je to sploh res zgodilo? A kaj? Ja. V bistvu je bilo tako, da je... trgovinca je bila toliko nizko, v bistvu, mislim nizko, tako bom rekel, nadvoz je bil tam čez in je bila nekako, jaz, ko sem bil majhen, 5-6 let star, sem bil toliko približen, visoko, v bistvu, kakor je bila tale cesta, in jaz vem, da se spomnim, da je pač oče šel takrat v trgovino, meni pa sestrci je pa kupil pač, ne vem, Coca-Cola ali en sok, pa to, tako da so mi tam pač lepo nazdravila ali pila. In se spomnim, ko sem pil in je šel mimo traktor, je pa zapeljal na steklenico, ki je bila razbita, zgleda na cesti, in ko je zapeljal pač čez, je v bistvu delček sam odletel pač direkt v moj oko. Tako da to je bilo nekako, s tem sem bil zaznamovan, bom rekel, ne, kao, da je kakorkoli se to... Se je boleli, nič, pa to, tako da bi kaj, ne vem, rekel. Sem lepo komplikacije pa videl nisem, ne. Kaj pa pol recimo po tej, a ne, seveda je pol bil vstop v osnovno šolo verjeten in tako naprej, malo drugačen. V smislu, si imel občutek, da te je to lahko kdaj, ne bom rekla delalo drugačnega, ampak v smislu, ne vem, si bil zaradi tega kdaj tarča zbadljivk in tako naprej. Ja, tudi, tako da mi je bilo v bistvu se kratko malo bi bilo smota, no, zato ker so tudi ljudje, ki še ne gledal, pa so pač, veš, da je bil, čau Eva, ali kako pa, tako, veš, malo sem pogledoval, kao, koga pa zdaj on gleda, tako da to sem bil, malo, ne je bilo sram včasih tako pri tem, pa tudi so me kaj pač zbadali pa to, ampak nekaj preveč, ker sem jih pač desijo. Sem jih pomiril. Ker si se drugače zmenil z njimi. Ampak... Ne, z vsemi. Uček imaš ti steklen ali je tvoj? Aha, je tvoj uček, vidiš pa na njega? Ne vidim, v bistvu tako, ne vem, kako bi rekel, ali 12%, ful maglen, pa ful bolj temno. Ok, ampak nimaš pa zaradi tega nekih tako hudih omejitev, se je verjetno čist prilagodil potem ti vid na to, ne? Jah, ne vem, ne. Veš, na vidim, mislim, tako ne bi vedel, da si ti, ali karkoli ne razločam, ali pa kaj barve. No, ampak te pa ne v vsakdanjem življenju to toliko vira, to mislim, da ne bi mogel kakšnih stvari. Se niti ne vem, veš, ker namreč, če bi videl, zdaj od 5 leta sem se že čisto navadil. No, se to mogoče bi me bolj uvira, pa če bi kar naenkrat videl. Videl vse, ne? Bi videl vse majhne stvari, finese, ki jih zdaj mogoče ne, ne? Ker rečemo, kdaj malo zamižimo raj na en uček. Klemen, zanimiva mi je pa zgodba, kako je v bistvu
rap se s tabo nekako začel tudi v povezavi z prijateljem, zdaj lahko rečeva, Simon Stojko Falk, in da v bistvu dolgo časa sploh nisi vedel, tako dolgo časa sploh nisi vedel, da gre za sina Nece Falk in pa Toneta, ne? Da v bistvu pravzaprav Maček Muri, vsi ga poznamo in tako, ampak ta zgodba je malo drugačna, to si kasneje ugotovil, ne? Ja, Kam paše. Mislim, Maček Muri mi je bil nasplošno zmer všeč, zelo všeč v bistvu, mislim, se najbrž vsem otrokom, ne, ko smo bili, je bila taka res, ne vem, super zgodba, mislim, super CD tudi, super muzika, vse skupaj, tako da niti nisem povezal to v bistvu s Stojkotom, ne, ker Stojkota tudi kasneje, jaz sem v osnovni šoli se nisem Stojkota poznal, pa tako malo sem pa spraševal okolo, veš, vsi smo se spraševali, kje bi rap dobil muziko in tret, aj to, ne vem, ko pa je folka v Ljubljani, ima kao, kaj repa pa to, veš, kao tako smo se pogovarjali malo pa in tret. In na koncu, ne vem, jaz sem slišal za ene 3 ljudi, v bistvu rečemo sem, ali je imel rap, ne, Džizeta takrat, če nisem poznal, ima pač ful repa, ne, ampak v glavnem pa Stojkota sem slišal, pa je en BMX-ar, svetovni prvak, kao ne, v BMX-u pa to, da on ima zelo veliko repa, pa še en MC Brane, ki je pa pač iz, no, ima je bil radio študent, mislim, da je delal tam tudi, tako da to, tako da sem jaz pol, ne vem, kar šel v bistvu osebno do njega, jaz vem, da sem tam, ko smo bili pač, jaz sem bil na srednji vzgojiteljski šoli in zraven v spodaj je pač tak veliko igrišče in na tem igrišču je pač Stojko, pač, ki je bil svetovni prvak, mislim, vadil lepo te svoje trike pa vse untret, tako da jaz vem, da sem tam skozi dol gledal, pa čaka, ni to Stojko, ni, on ima meni se zdi rep, pa to, ko sem šel pa kar do njega enkrat pač po šoli ali kako, ko sem ga videl tam vadil, pa sem rekel, živijo, si ti Stojko, Simon, nekaj pa to, slišal, da imaš ful repa, pa to, tako da, tako sva se v bistvu nasplošno spoznala, da sva si začela pač, ne vem, jaz njemu kakšne kasete posojati, ali pa plošče, ali pa CD-je, no, mislim, da takrat, če ni bilo čisto na začetku, ali pa že so se gli začeli, no. Tako da, sva si pol začela malo sposojati pač muziko, jaz njemu kažem svoj rap, on men, pa to, tako nama je nekako, mislim, tako je najno prijateljstvo v bistvu zaradi repa, v bistvu, če tako pogledaš se v bistvu. Pa v bistvu tudi mečkan zato, ker si ga opazoval dol, ne, iz šole in zbral pogum in šel do njega, ne. Ja, no, ampak rep je pa bila ta tema v bistvu, da sem sploh to se premaknil ali pa šel do njega. Pa da si mogoče tudi končno imel ob sebi nekoga, s katerim si lahko to strast delil, ker verjetno čisto vsak to ni razumel, mislim, ne. Ja. Moji so skozi, veš, že tam doma, pač fotar, pa ima, dej, to sam fak, dej, to stran, samo preklinjanje, untret, kao, tako da mi niso pustili tako, sem mogel poli iti, ne vem, zvečer sem hodil, rečemo v avto, Warburger, poslušati. Smo v Warburgu poslušal, pol notar na kasete, pa to je, tam, boj, ko sem si tam sosednji mislil, pač kako je s tem modelom. Ampak, ja, rap se, ne, še vedno se pač povezuje mečkan s takšnim, kako naj lepo rečem, divjim načinom življenja, sem to dosti lepo zapakirala, v smislu, da, a ne, se pravi, ja, pač od kletvic do drugačnega načina življenja in tako. Hkrati je pa to mogoče včasih tudi malo pretirano, v smislu, da se pa kar povezuje, rap je enako, ne vem, kriminal, rap je enako nevzgoja, rap je, a ne? Ja. Ne vem, zdaj za vsakega rap najbrž pomeni nekaj svojega, ne, zdaj tam v Ameriki najbrž so tem črncim je rap omogočil od najbrž slave, pač pa da lahko grejo ven iz teh svojih getotov ali kakorkoli, da zaslužijo nekaj denarja ali karkoli, no, v bistvu mi je bilo pa to, ne vem, po moje vsem, tudi ene vrste terapija, tako kot je tudi meni. Pa še v terapiji noter je rap, mislim, je rap nasred, ne. Terapija, ne. Ja. Tako da se mi zdi, da, ne vem. Eni so pisali dnevnik, ti pa komade. Ja. Bi lahko tako rekla, ne. Pa zelo rad sem imel zmer že take od domišljijskih spisov ali pa kaj tazga, tako že v osnovni šoli, pa to tako, da bi je bilo, ne vem, to pisanje ali pa nekaj kao tako z rimom, mislim, sem pač rime tukaj nodal, ampak mi je bilo tako zanimiv, zelo dobro, no.
Iskanje rim si marsikdo predstavlja, da to se usedeš in rečeš, ok, zdaj bom pa jaz napisal en komad. Ampak verjetno ni to tako, da kar rečeš, zdaj ga pa bom in rime kar padajo in kar takoj narediš en komad. Gre verjetno za proces, tako kot za kakršnokoli ustvarjanje. Ali se ti velikokrat zgodi, da dobiš v trenutku neko inspiracijo, ne vem, se posnamaš, zapišeš, ne vem, kaj ti je ljubše in je to že lahko en dober komad. Veš, kako je, no vem, jaz se v bistvu doskrat me je prevzela, rečemo, muzika, tako da mi je bilo da bez, da pač, da sem si dal muziko gor in da me je ona pole v bistvu, da sem počakal, da me v bistvu ta muzika inspirira, ne, kao, in da probam pol na to pisati. Ponovadi sem zmer bolj rabil nekako muziko, da sem pisal, ampak kar je pa tudi tako, sem pa tudi že probal enkrat, pa tudi za foro sem rekel, daj, ko pa če bi enkrat probal pa brez, pač, ne vem, tako da tudi gre, vse v bistvu gre, no, ampak če si ti odpre, ka pišeš, ne, a veš, tako da zdaj, ko pa jaz vem, mislim, da imaš vsak oseb to inspiracijo v bistvu, ali pa karkoli. Je pa včasih tudi, ne vem, po noč lahko prišla kakšna ideja v trenutku, da je da bez, da sem si pol mogoče zapisal sam kaj, ali pa karkoli. Ampak večinoma se mi zdi pa, ko si začel pisati nekaj, da se je pol kar, da mi je najlepše, če se pol kar razvija. Ne, ali pa da imam eno glavno temo, ne vem, tam ena ženska mi je rekla, a imaš, ne vem, imaš za pijačko, pa to tako sem čas ženske, pač ne vem, ko sem bil v zuni, ko prosila za kakšno pijačkico ali pa kaj tazga, pa kjer avta pa imaš, pa to ne vem, ko pa je to zdaj važno, ne vem, da sem iz tega pol rekel, ne vem, to mi pa ni všeč pri ženskah, da je važno, kjer avto imaš, pa da imaš nar ali pa karkoli, tako da pa sem pa najbrž me je to do tega pripala, da sem rekel, pa da to moram napisati, pač komad. In pa so nastale pač kešpičke, ne rečemo. Ki jo vsi, ta komad zagotovo pač vsi poznamo in smo ga vsaj kdaj lahko umestili v kakšno situacijo. Ne? Zdi se mi, da dejansko je potem to postalo tudi mečkan tako, da so fantje lahko potem to tudi kdaj tako malo rekli, na sej Klemen tudi prav, ne, da so, pa se je potem to, ne bom zdaj ponavljala, ampak pa se je potem to tako mečkam prijeli na tak način, ne. Ja, že izmožno. Rekel si, da nisi nikoli razumel tega, v smislu, da je to ženskam pomembno in tako, in tudi pač, če preberemo besedilo, lahko razberemo ven, kaj si o tem misliš, a ne. Se ti zdi, da se glede tega stvari bolj normalizirajo, ali da gre še v druge skrajnosti, da je tega vedno več, ali da je zdaj bolj v ospredju to, da pa vendarle te stvari niso več tako zelo pomembne? Kaj pa jaz vem, jaz mislim, da je tak materialen svet, da je tega kar še zmer dost, pa tako, no, bom rekel, sam je pa mogoče že bolj mogoče prikrito, ali kakao, da ne veš, ali ne vem kva, da ne vem, no, tako na ta način. Čeprav ta mlajša generacija se mi zdi pa, da ne, no. Se mi zdi, da so pa čisto svoji, no. Ampak vseeno Kreperju vedno so pasale lepe ženske, ki so seveda bile tudi na nek način mogoče obremenjene s tem, da so bile pod soju žarometov tudi one, da so bile lahko v taki družbi in tako. Tudi Ameriko, če gledava, ne, vedno so okrog Kreperjev bile lepe punce. Ja, pa najbrž okolo reper, pa kakšni lepi deci tudi, ali ko, sicer ne vem, koma to zdaj veza, ampak ok, sorry. Se pravi, kot si rekla, kot da sodijo pač... Ja, se ti zdi, da je to nekaj, kar je pač, kar tako je, ali da ne, ali da je to spet nek... Lepe ženske, vsak po svoje lepa, ne. Vsaka tudi ženska po svoje lepa, pač ali karkoli, tako da zdaj to, ampak dobro, zdaj, če govorimo o tem klasičnih lepotice ali pa neki, ko pa je, ne vem, mislim, so se najbrž tam v Ameriki vse skap drugač, malo televizijsko, vse skap pa se mogoče še pol toliko bolj kažeš, ali pa kažejo ljudi, ali kakorkoli, ne vem, no. Tudi slava večja, ne? Ja. Kaj bi rekel, da je na ženski tistega, kar tebe očara? Ker zdaj po tem, kar mi govoriš, pa po tem, kar o tebi vem, ne bi rekla, da je to nekaj... Je kar ena originalnost, pristnost njena, pa mene da bez, da je Marija nora ženska, ne, mislim, tako, da si upa, ne, da je mogoče čist,
preveč pa spet ne, a ne. Da se ve, kdo je moški v vezi. Ja, ne? no, mislim, da jaz to niti ne vem kva, pač čisto tako nimam nobene enih predsodkov ali pa kaj glede tega, kdo mora biti kaj glaven ali karkoli, ampak to, da skupaj lepo nekako peleta, pa da je en dober odnos, zdrav ali kva, ko pa zvem. Pa malo nor, ne. Pa malo nor. Kjere so tiste stvari, za katere bi pa rekel, da so tvoje lastnosti, pa da jih je mogoče težko v odnosu handlati? A moje? Ja. Ja, ne vem, mogoče sem tudi devica, pa to pa tisto, fak, kako si? Veš, predstavlja si, ja. Ne vem, ampak se mi Imaš zdi, da mogoče... to devico v sebi? Ima malo, no, včasih tako, ne bi rekel, da bi bilo mogoče to za druge pač toliko tečno ali kakorkoli, no. Upam, da ni tudi, ne, ampak znam biti ja včasih tak, ja, ne, zakaj mi to predstavljaš, če imam tam ali kva. Pa se pa šele zavedam, pa mogoče šele takrat rečem, v redu je, to je v meni, ne, kao, jaz sem tak, mislim. Ja, ker pravijo namreč, da so device, da ste zelo redoljubne device, ne, in da zelo imate rade na svojem mestu svoje stvari. Jaz imam doma eno devico, pa tudi vem, kako je, ko je zvečer kovter narobe postavljen, pa mora biti, ne. Tako da ja, imate mogoče res devičke, to ne zdaj vsi, verjetno nekaj je na tem, ne. Ja. Zdaj, ne vem, da sem imel rad tudi ful čistočo zmer, pa vse to vtred, kar se mi zdi, ko sem v Trnovo prišel živeti, pa pol sam, ne, da ni več koliko je bilo, mogoče glih vtred, čeprav mi je v redu, da imam dosti urejeno, pa tudi sem urejen. Se prav, si bil take vrste otrok najstnik, da si imel pospravljeno pol sobo, ni bila, kada bi... Jaz mislim, da kar, no, mislim, vem, da, veš, nasrno je prelesičila, fotar pa mama, ne, da smo imeli točke doma, veš, kao, za pospravljanje. Mislim, da smo imeli neki, kao. Ja, da so se zbirale pikice za pospravljanje in tako. Ja, tako, kdo je bil, pač, kdo bo pa danes pač na krmu našel, čaki, kako se je že rekel, kao pač sesavc je, kao, krmil. Kdo pa našel kravico ali kva nekaj treba. Ja, jaz bom dac, ja. Tako da ne vem, da so imeli malo te štose, pa to tako, no. In pol ne vem, da sem se kar od mame in očeta ali kakorkoli, tako sem danes se to zavedal, v bistvu, ko ustanem večinoma pač pred posteljem, pred poslo, ne. Ni tako, da jo pač polkar postim, polkar pozabaš, pa vtred, tako da ne vem. Sem se glih to mislil, loj, pa res prav zmeri, ko vstanem vtred, tako lepo, mislim, normalno posteljem, pa to, tako da si ne dam za pol čas, ali da bi pol to kasneje delal, ali pa karkoli, loj. Neke te navade v bistvu, ki so zelo lepe v današnjem času, ne? Ker marsikakšni najstniki, recimo, jim je pospravljena soba zadnja briga. Ne? Ja. Klemen, potem kasneje, ko je rap že bil zelo v tebi, ko je to že bil res način življenja, ko je prišla tudi slava, ko so prišli nastopi. Misliš, ko so že izdal CD. Tako, ko so te že ljudje na ulicah prepoznavali in tako naprej. Koliko ti je takrat to v tistem času, zdaj recimo, če rečeva 25 let nazaj, Trnov style, koliko ti je to bilo fajn, koliko ti je godilo to, da si bil v središču? Ja, po moje, da oboje, po eni strani, da mi je godilo, po drugi strani me je pa tudi mršal malo glavo, no, mislim, ful velikrat sem se zavedal tega, da bi se zavedal, se mi je to dogajalo, da ko me je človek pohvalil, da sem pa jaz študiral, kaj pa zdaj on to res misli, v resnici pa čisto drugo. Ne vem, ali je to najbrž povezan s samozavestjo ali kakorkoli, ali v glavnem tako, da sem študiral, pač kaj, to mi pa ni všeč, ne vem, mislim, to mi pa ni všeč. V bistvu se je vse dogajalo bolj v moji glavi, kukor, ne, da sem jaz mislil, noč od tega najbrž ni bilo res, kaj zvem, ne. Ali pa v vsakem primeru, če me je kdo pohvalil, sem pač saj lahko rečeš pač hvala in to je to. Pa nisi zmogel, ne? Ja, mislim, vse sem nekako pač jaz sem si mogoče rekel hvala, ampak razmišljal pa sem, ko pa ti, veš, ne rabiš niti razmišljaš, ko pa si zdaj ti v resnici, ko si pa on v resnici mislil, če ni resničen, pol je že itak brez veze, tako da si lahko vzemaš kot pohvalo sam sebi in rečeš hvala. Se pravi, v bistvu, če te ima zmešano. No, ravno to, ja, si imel malo te notranje bitke takrat sam s sabo, ampak zdaj, če te prav razumem, bolj o tem, ali gre za iskrenost, kot pa v bistvu, da bi, a veš, ker kakšni rečejo, ja,
Po se mi je recimo slava čez noč v narekovajih zgodila, a ne? Potem je pa to bil notranji boj. Se pravi, prej sem se matral, da bi prišel do tega, zdaj, ko sem pa tukaj, zdaj sem pa poln samega sebe in car. Pišu, kaj ne vem, po moje vsega je bilo. Sigurno sem kdaj tudi deloval do kakšnega ti, da si rekel, ko pa je za ta frara dela ali pa kaj, kukorkoli, no, se ne vem, se tudi že, ko vidiš eno po televiziji osebo, ne vem, tudi jaz sem znal biti tak, da sem jo kar mogoče po predalčku, taj pa se, ne vem, zanimivo mi je bilo to, da sem skozi, ne vem, mislil, da, ne vem, da se Košir pa ne vem, ko frajera dela, pa da je tak človek, ko sem ga pa v resnici poznal, sem videl, da je prav Jack, mislim, in zelo dober človek sam po sebi, ne, tako da ne vem, mogoče pol že televizija sama po sebi, kaj naredi, kaj ga gledaš gora, veš, pa rečeš, ko pa je ta zdaj neki, ne vem, da ga nekako po svoje popredalčiš. Že prispodoba, ker je na televiziji, mogoče. Ja, rečemo, ne. Ravno Jureta si omenil, tudi on ima zelo velik del v tvojem življenju. Tako je. Kaj bi rekel, da je tisto, kar vaju je najbolj, mislim, seveda muska vaju je povezala, ampak kaj bi rekel, da je tisto, kar ti je on odprl? Ja, v bistvu on mi je odprl nasplošno tudi pot, če tako pogledam, da ker sem mu pokazal, ker sva se dobila takrat in sem mu pokazal svoj rap, pa tako, ne, ker je bil tudi on rapper, pa to, in smo pol skupaj pač tudi delali, ne vem, na njegovih ploščah, z Jovanom, ki sta imela. Ampak ti si bil takrat tako, kot v bistvu ne zunanji, ne? Mislim, kot zunanji, nisi bil nikoli v bistvu prav... Ja, Pasi Kartel sta bila v bistvu ona dva, ne, pa še brat Janac, ki je delal tudi muziko, tam v Radoveljci, tako da v bistvu sta bila bolj ona dva, jaz se nisem glih tako, mislim, kot Pasi Kartel počutil, jaz sem pač bil zase, ne, kao, tako da... Si bil Klemen. Ja. Čeprav marsikdo pravi, Klemen, koliko dobro umetniško ime, pa ni umetniško, je čisto pravo, ne? No, veš, to me je tudi zaznamovalo, rečemo v življenju. Definitivno, evo, če greva nazaj k onemu vprašanju. Oče pa mama, da sta mi dala tako ime, pač tako, a pa zdaj že kaj bolj veš, a je to zdaj nastalo res, tako enkrat si rekel, ja, se ne vem, a sta se takrat hotela malo pohecati, a jima je bilo to tako cool, da bom Klemen, poznaš zgodbo v ozadju? Ja, v bistvu ne vem, ne bi bilo, da sta se tako nekako odločila, ali kako, ali da je enkrat omenila, ne vem še čisto točno v bistvu, ne, kao da je pač na Dolenjskem soseda pa je rekla, ja, pa dajte mu Klemen, se malo pogovarjala, pa to, ja, pa mu dajte mu Klemen, okej, pa so mi pa dal, kao, tako je ve, tako da. In ena anekdota v povezavi, verjetno jih je več, no, ampak enkrat si tudi eno zaušnico dobil na eni smučariji, ne, od enega učitelja. Kako je že bilo to, ker ni verjel, ne? Ja, v bistvu, tako so bili takrat, mislim, da zunanji, niso bili prav učitelji iz naše šole, ne, zato, ker so pač za smučanje, pa tako da on ni bil, no, in je v bistvu zgleda, no, mi smo pa radi, da zvečer delali, mislim, tak, da ni bilo mera, pa to, ne, smo se režali, pa ne vem, kaj pokal, vice, pa tako da vem, da sem jaz bil tak živ otrok, pa to v tretji sem, ne vem, tukaj cajta zgleda tam nagajal, da je pač že 3krat not prišel on in pol je pač rekel, kao neki, kako ti je pa tepi ime, kako se pišeš, ne vem, 200 skleca, ne, kao, v glavnem, na ta način, kao, da sem rekel, ja, pač Klemen, neki, kako se piše, neki Klemen, nekaj me zdaj bavati. Mislim, da ga še to, najbrž je bil že tako razkurjen, pa da ga zdaj še to, predvsem mi tam zdaj bavali, ko pač vsi so pa ostali pa čisto gledali, takole, iza koutrov, pa to, razumeš, kao. Tako da je bila varianta pol, da me je pol užgal, pa nekaj utret, tako da, pa so pa šele pač teli, vsi pač iza koutrov, nekaj prišli, res, on je res Klemen. Ko pa sam nazaj, tako da je pol na koncu pač rekel, pač model, pač užgi me nazaj, ali nekaj on tret, tako da sam ga pač nisem mogoče. Ga nisi. Mogoče danes bi ga. Ne, ampak sej, to je to, tako da ni bilo nič tasga, ampak je pa zanimiva zgodbica, najbrž res ni vedel, pa nisem ziher. Pa še super je to, ker dejansko nisi potem kasneje imel nobenih dilem po kakšnem umetniškem imenu, ne? Ja, mislim, jaz takrat, če v bistvu sem, ne vem, jaz sem, ko sem bil mlajši, najprej sem bil K-Boy MC, neki, mislim,
K-Boy MC, MC? To še osnovna šola. Potem, ko sem z osnovne šole prišel, sem rekel, jaz nisem več boj, jaz nisem tako boj. Pa so mi bili pa glih Wu-Tangi, so bili takrat, tako da je bil Orderly Bastard, takrat mi je bil zelo čist nor. In tako da sem v bistvu pol si dal neki Clean Bastard, ime kao clean, kao čista baraba, ampak tako, čista v dveh pomenih lahko si. Dvopomensko vse skupaj. Ja, tako da to. In pa smo pa delali pač muziko s Turkom, pa to, tako da ne vem, smo pa še tam prvo ploščo, ne, to je s takom Turkom, tako da je bila varianta, da ne vem, kako je prišlo do tega, da smo se o tem pogovarjali, pa kako bi pa imel ime, ali ne vem, ko pa je rekel, kako pač. Klemen, tako kot imaš, ne, v bistvu bo, kao Klemen, tako še lepo, takrat pol je v bistvu res pol tako, da stal se res, pač ko sem pa izmišljal Clean Bastard, pa nekaj, ne vem, Verjetno bi to v Sloveniji dejansko bilo mečken, ne bom rekla, smešno, mogoče valjda. Bi bilo je veliko bolj, da si ostal pri Klemen. Če pogledaš za nazaj, recimo 20 let nazaj, kakšen komad iz tistega časa, pa recimo, ne vem, zadnjih 5 let, kaj bi rekel, da se je pri tvojem ustvarjanju najbolj spremenilo, če se sploh je kaj? Ne vem, mislim, teme, zdaj ne vem, veš, tudi ni tako, da to redno pišemo in tret, pa to se mi pač odpirajo pa kakšne teme, tako da se mi zdi, da so zdaj bolj kakšne nore teme, so se mi kaj odprle, ali pa tako, da ni, ne vem, včasih. To je tudi tako različno, se mi zdi, ker ta prva plošča je v bistvu, ne vem, bila res čist neobremenjena, bom rekel, veš, po prvi plošči se mi zdi, pa se začneš, mislim, na splošnost, ne vem, kako je z drugimi, ampak, ne vem, kar malo obremenjevati, veš, jaz niti nisem delal tako, da bi rekel, ja, to bom pa zdaj zato, da bom izdal, pa ne vem, karkoli. Tako pač z veseljem sem delal, pa to, ne. Tako da danes, ko se lotaš, pa že ti študiraš, nekaj, kaj bi pa napisal, kaj pa če to bo všeč folkom, ne. Če karkoli od tega rečeš, se v bistvu zablokiraš, ne. Tako da v bistvu moraš kar po moje, se mi zdi, sebe izhajati, pa kar pisati, kar ti paše, pa tako da, ne vem, današnje teme, ne vem, mislim, tako zadnje teme so pač, ne vem, to, kar mi tudi v življenju nasplošno, pač ko pa mi to hrano, ko jemo, pač to vse malo lažno, ne vem, tudi te kure, ki jih jemo, vse to so, ne vem, kot tekoči trak teh kur delujejo, samo zaradi to, da jih mi jemo, pa to kako umetno predelano vse skup, ne vem, tudi o tem razmišljam, no, v glavnem pa, da bi se mi je ponudila, pač, mislim, tema se mi odprla za komadič ali pa kaj tazga, plus, ne vem, tako da, ne vem, iz kje točno izhajam, kao pri komadih, ki začnem pisati, najboljše je, da kar začnem pisati, pa se mi pol splot tema odpre ali pa karkoli, no, ampak lahko je pa tudi, ne vem, sem začel pisati komadič, pa se mi kar ustavil, nisem nadaljeval ali karkoli. Danes, ne vem, če me včasih toliko zanimalo, rečemo, religija ali pa karkoli, mene je danes zanimivo, da je pač obstaja, ne vem, 12 religij, ki se delijo na 12,000 religij in vse te religije pravijo, ne ubijaj. Kako pa, da obstajajo verske vojne? Veš, to mi je malo sumljiv, tako, what the fuck? Ko nam oni, mislim, to buče predajajo pol, ali kaj. Ne, tako da se, ne vem, se mi zdi, da bi rad, ne vem, mislim, rad bi povedal ljudem, da pač ja, in ta vera in to, da so vse to, mislim, če obstajajo verske vojne, kako pol, da je to resnica, kar govori, pač ena pa je, mislim, vera sama posebna. Tako da, ne vem, se mi zdi pač absurdno, bedno, ali ne vem, kakorkoli, tako da, ko pa jaz vem, jaz bolj verjamem, mislim, vesolje, gospodar energij imam jaz, ne zdaj, da bi rekel Allah ali pa Jezus Kristus, se mi zdi, da so to umetno pol naredili, pa nekaj povezali zato, da ne vem, vplivali, da denar, ali ne vem, kaj zdaj tukaj moč. Rekel si, da tvoja vera, če sem te prav razumela, je v bistvu bolj vesolje in energije. Ja. Koliko daš na to? Da doskrat rečem, vesolje, da jih prosim. Zrihti. Ja, ali pa kaj tazga, ali pa sem naprosil vesolje, ker sem zgubil, ne vem,
telefon, pač. Če sem se spomnil, sem rekel, veš, lahko sam pri tem ustrajaš, pa reč, spet sem zgubil, to gotovo je, ne. Ampak včasih pa sem pa rekel vesolju, ali pa gospodar energiji, jaz rečem, kot nekaj več, ali karkoli, gospodar energiji, ne, da je pač Bog, ampak gospodar energiji. Se pravi, daj prosim, kao sem pa naprošal, da včasih, daj prosim, to bi bilo pa super, če bi se, ne vem, ta mobitel najdel nazaj, mi je on tret. In se je doskrat pol res to zgodilo, zdaj ne vem, jaz mislim, da mogoče pa to sam moč misli? Ja? Da je to kot moč misli? Ne vem, ali pa da se vse skupaj povezuje, ne vem, jaz imam tudi eno razlago, da smo v enosti, da si ti vse, se pravi, mislim, ne samo vsi ljudje, vse kamere, vse, ne vem, vse materialno, kar obstaja, vsaka misel, ne vem, da si v enosti ti, se pravi, ne vem, kaj sem hotel sicer to povedati, pa eno vprašanje je bilo tvoje. Moč misli pa si pol začel, da je enost v smislu. Ponovadi, ne, če bom jaz zdaj tem razmišljal, ko imam raka, on tretja, se ga po moje že sam s tem naredil, ne, tako da pol je boljši iti pregledati se, pa da res vidiš kaj pa kako, ali pa pač probati vzdrževati ene bolj mogoče pozitivne misli, bolj zdravilne. No. Kako si pa predstavljaš tega gospodarja energij? Tako kot jaz, da veš, kao reper, da je pa tako malo hod, pa te tihotapke ima. Pa tam gor nekje? Ja, ne vem, nisem nikoli si prav predstavljal, mogoče res tako, bolj sem videl kot, ne vem, da lahko primerja, rečemo, sonce, ja, veš, ali pa ne vem, tako ni mogoče glih, da sem videl poteze. Osebo prav, da si ga dal v osebo. Ja. Zdaj, rekla sem nekje na začetku najnega pogovora, da se bom še vrnila k temu, da si danes nekoliko drugačen, kot si bil, ne vem, 25 let nazaj. In zdaj si super temo odprl kar sam, da se lahko navežem. Omenil si tudi čisto barabo, pa ne bom rekla, da si veljal ravno za barabo, ker ne maram ravno takšnih nalepk ali pa prispodob. Ampak tvoje življenje vmes je bilo tudi kar precej divje, bilo je ali pa razgibano, če hočeš. Bilo je veliko vsega, ne? Se pravi, od tudi tistih manj prijetnih stvari, ko so te kdaj iz kakšnega kluba, lokala mogli dati malo ven, se ohladiti in tako. Na hladno, ja. Okay. Zato sem te prej tudi, malo sprašvala to v smislu, da je rap na nek način tudi način življenja. A te potem ta slava oziroma rap pa način življenja potegne mečka noter v to, da jaz bom tudi malo baraba, da bom kulski? Pa ne vem, mislim, da je to bilo že, da je to bilo že prej, da smo mi bolj prej delali več pizdari, bom rekel na pamet, kukar, ne vem, ko si slaven, ne. Se mi zdi, da ne. Da slava ti kvečem zavera, mogoče bolj to, no, mislim, ker ne moreš več tako, ne. Ker se zaveda, da si na očeh. Veš, koliko jih še cuno nismo mogli krasti zaradi tega. A veš, ko sem me poznal, kao. Kaj je to prej bilo čisto drugače, ne? Ok, ne bova šla tja, ne si vsak sam predstavlja, ampak kaj pa je tisto, no, kar hočem izpostaviti, ta razlika, o kateri tako skrivnostno zdaj govorim, je pa to, da ko sem mečkan se pripravljala na najin pogovor, sem poslušala, brala kakšne intervjuje, ki so že kar nekaj let nazaj nastali ali pa danes. Ja. In prva stvar, ki jo v vseh teh intervjujih lahko opazim, je razlika ta, da na nek način dobim občutek, da si, ne bom rekla zdaj, postal nekoliko bolj duhoven, okay, ko mogoče to ni čist prava beseda, ampak ja, kot da si najdu mogoče malo drugačno širino, da drugače gledaš na svet okoli sebe, da so druge stvari bolj pomembne, kot so bile 20-25 let nazaj. Tudi recimo dali smo napis, to si rekel, dobil sem nauk, da moram biti manj v glavi in več v srcu. To se je sicer zgodilo takrat z infarktom, če se ne motim. Da si, enkrat si to rekel, no, da je verjetno tudi to se zgodilo zato, da danes tako razmišljaš. To spoznam na splošno, ja, mislim, spoznam, da ti da vedeti, ne, daj, zbudi se že enkrat z tega tvojega, ne. Ja, in zdaj me to v bistvu najbolj zanima. A bi rekel, da se je ta sprememba pri tebi zgodila zaradi, konec koncev, izkušenj, leta, ne, se pravijo, da pač starejši, ko smo tudi bolj modri, kar se tiče teh nekih življenjskih lekcij in tako, ali kaj se je spremenilo? A so bili kakšni ključni trenutki v življenju, ko si rekel, ok, Klemen, takole pa ne bo šlo?
zdaj pa res Ja, čas, se mi zdi, da nam življenje skozi kaže, imam občutek, v bistvu nekako, a greš pravo pot ali ne, da se ti pol dogajajo te stvari. Ne vem, tudi, ne vem, se mi zdi, da če jaz nisem bil za pijačo, da mi je življenje že s tem vse sem skozi kazal, pač, Klemen, pa se vidi, da ti, ne vem, da ni zate pitje, če se ga toliko nažgeš, da drug dan niti ne veš, kaj si delal, kaj si govoril, prijatelju, ne vem, komorkoli, pol najbrž tako da ti življenje v bistvu kaže in da mi je s tem kot kazal, Klemen, dej, ne vem, ali nekaj se ga tako nažigati, ali ne vem kva. A bi to, Klemen, če zdaj, ko pomisliš nazaj, a je to izgledalo pač tako, da ni bilo meje, da ni bilo, a veš, v smislu nisi znal reči, grem na, ne vem, 2 pijače, 3? Ja, nikakor ni bilo meje, no. Kje je na Klemen na kvadrat, boš zdaj mejo, da... Pa res ne? Ne, ja, ne vem, nisem imel meje glede tega, tako... Najbrž, ne vem, kako je glede drugih stvari, ampak kakorkoli. Ampak kdaj se zgodi ta preobrat, da si rečeš, ok, alkohol ni za mene, v smislu se pravi, ok, nekje je ta meja, a ne? Ja. Vem, da si potem tudi si poiskal pomoč, Ja. da si pač ta... Sem šel na odvajanje, ja. Tako, da si naredil ta red v svojem življenju, ampak a si bil kdaj tudi toliko daleč, da nisi mogel dneva začeti, brez da bi zjutraj kaj popil? Pa ne, jaz niti ne, tako, ampak sem pa res se že kar razvajal, sem pa ne vem, šel kupiti v bistvu alkohol, pa si ga doma imel, pa kar nažigal z neki brez veze sam, neki, tako, ne vem, veliko tega je bilo tudi, ja, ali pa, ne vem, kot ene vrste terapijo sem si zgleda tudi vzel, kao da rabim zgleda, no. Vem pa, da sem večino pil bolj iz teh negativnih čustev, pa ne vem, jeze, žalost. Da si se soočil z njimi, verjetno. Ja, najbrž, no. Ne, sem pol pač, ko sem bil žalosten, v bistvu šel kar to, se nisem znal zjokati ali pa kakorkoli, ne. Zaradi katerih stvari pa si bil največkrat lahko žalosten v svojem življenju? Ja, ne vem, jaz večinoma sem bil bolj zaradi družine, tako, ko smo imeli doma pač malo nepošlihtan, pa tudi pijača je bila v igri, z očetove strani, pa to, sam sej, ker ima vsak eno svojo zgodbo, tudi mi ne vemo, ne vem pa točno zakaj pa fotar v bistvu toliko pil, pa je 6 pil, ne vem, a tudi iz teh negativnih čustev najbrž, a ne, Bog ve, kako se je do njega obnašal njegov oče, pa najbrž prideš do tega, da je bilo čisto isto, kakor pri nas, ne, da mislim, kakor se je meni zgodil, si je najbrž očetov isto, a ne. Ampak a ne, kako pravijo, da če otrok recimo gleda to pri starših, a ne, pa če rasteš s tem gor, da sta ponavadi tako samo 2 opciji. Ena je tista, ki se otrok že ne vem kako mlad zaveže, v življenju ne bom spil kapljice alkohola, po drugi strani pa tisti, ki pač nekako nadaljujejo vzorc, ki ga vidijo doma. Ja, jaz sem v bistvu, točno, mislim, jaz sem se tudi zavezal, v bistvu, kao, jaz pa nikoli nam pil, pa to, ne. Tako da v bistvu, a veš, tudi, zelo, zelo dolg časa nisem niti pil, niti kadil, niti nič tret, ampak potem, ko je pa prišlo do tega, ne, je pa zgleda, kada me je razočaral, sem sam sebe razočaral, ali kaj, sem rekel, nikoli nam pil, pa mi je bilo pa vseeno, pa sem pa zgleda še toliko več pil. Ker si se itak že razočaral, ne? Ja, ne, tako da se mi zdi, da ja, da si ne smeš prevečih, ne vem, zaključkov delati, to pa to, pa ne bom, da deli za enkrat, kar ti paše v tret, pa ni treba za naprej govoriti. Ti se zdaj tega drž, kar zdaj le živiš, ne. Zdaj, glede na to, da naju verjetno poslušajo tudi kakšni mlajši, pa se mi zdi, da je fino, da dava mogoče en tak nasvet, ki ga ti zagotovo iz prve roke lahko daš, za kakšne tiste mladostnike, ki tudi morda imajo doma bolj neurejene razmere ali pa recimo imajo več žalostnih kot tistih pozitivnih dni. Kaj bi ti danes temu mlademu Klemnu svetoval v smislu, kako naj najde svojo srečo kljub temu? Ja, vse, ne vem, se mi zdi, da kar s tem kakšnim ustvarjanjem ali pa da iščejo, kaj njih res zanima, če je zanga terapija, da nekaj nariše, pa ne gre v en tečaj risanja ali pa doma pač vzeme stvari, pa gre ven risati ali pa karkoli. V glavnem, da čim več ustvarjajo, se vsem pogovarjajo, pa tudi, ne vem, tudi mogoče priznajo pač vsem tudi v očetu ali pa v mami ali karkoli, da se pogovorijo pač iskreno o tisto, kar jih pač moti ali kakorkoli, no.
Ti sam si se kdaj pogovoril o teh stvareh za nazaj? Ja, pa sem se v bistvu, ne, ampak ne vem, pol se mi zdi, da se kar tako zapre, ne vem, če mi je oče točno povedal vse ono njegovo resnico, v bistvu, kaj pa je res točno do tega pripeljalo, ne, a je tukaj najbrž mama bi bila tudi kaj v zadju, te ona dela živčenega, pa si pol ti pil, pa ne vem, tako da nisem čisto raziskal vse skupaj, no, ampak predlagam, da to se mi zdi vseeno zelo dobro, no, zdaj ne vem. Ker verjetno bi tudi tebi, če bi to že v mlajših letih naredil, bilo kakšno leto lahko prihranjeno, bi mogoče tudi kakšno leto lažje šel čez to, če bi že prej kakšne odgovore imel, ne bi toliko te bolečine vse pa verjetno nosil. Ja, ampak ne, po drugi strani pa spet reče, da je mogoče pa čisto vse tako, kot je, more biti. Se pravi, tudi ta koma, pa to se mi vse moglo zgoditi, kot je. Ne? Koliko je bilo pa to po komi težko potem nazaj spet zafunkcionirati? Ja, bom rekel, v bistvu, no vem, koma se me je v bistvu bolj pretresla, tudi zaradi tega, ker v bistvu res se mi zdi, da ne, če si isti pol, no, res tako tudi razmišljanje ali karkoli, se mi zdi, sem imel veliko težav pol takrat, pa osredotočenje na neki. Sigurno jih imam še kaj danes, valjda, ampak koliko časa si bil ti pa sploh 4 dni sem bil, 4 dni, ampak se pravi, ne vem, takrat sem bil pa zelo slab, se mi zdi, ko sem se zbudil, no, pa tret, ampak se pravi, vse sem vzgledal, že mora tako zgoditi, kaj je. Čakaj, kako si že rekel za kap, ne? Si rekel to, da iz glave več in bolj v srce, ne? Da je treba bolj srcem. Ja, v koma je bilo to, ja, preveč si v glavo klema, ne, kao poškodba glave, ne, infarkt pa v bistvu premazi v srcu, da je v srcu išči stvari, tam je not ljubezen doma, ne, tam si ti. Ker ta koma je v bistvu bil ta nek nesrečen, če lahko tako rečeva, padec in udarec v glavo, ne? Ja, to tudi ne vem točno, kako se je vse zgodilo, pri sosedu se je zgodilo, ne vem, malo je zavito vse v eno skrivnost, tudi oni se mi zdi napovejo glih tako vse, kar je resnično, kar je bilo točno, ampak hočem se zdaj spet po eni strani, kje vračata, veš, se sem tukaj, ne. Točno to, ja. Koliko danes življenje res gledaš iz srcem? V smislu, koliko manj se obremenjuješ, sekiraš za stvari, kot si se nekoč? Ja, pa bom rekel, so še vseeno, mislim, ker ne vem, zakaj pri meni vseeno zgleda se tudi tak človek, pač malo, ne vem, je povezano z denarjem, ne, če pa nima denarja, pa bolj razmišljaš, fuck, bom imel doza račune za tretji, to so pač ene take, mislim, neodvečne skrbi, pač kakorkoli, v bistvu nepotrebne ali kakorkoli. Se pravi, želim si pač še več čutiti, kakor čutim. Se mi zdi, da se včasih tudi malo zablokiraš svoj srce, vsak človek, ne vem, mogoče kaj je razočaran ali kakorkoli v ljubezni. Ampak se mi zdi, da pa vsem veliko bolj živim, kot takrat, ko sem ga pa res sam pil, da sem bil pa res večinoma samo v enih norijah, pa v glavi, pa tako, no, tako da. Ja, pa tako se zdi, kot da si takrat imel en kup ene jeze v sebi, kar jo danes jaz ne začutim več, ko poslušam kakšne tvoje pogovore, ali pa tudi danes, recimo, ko se pogovarjava, se mi zdi, kot da... Uči pa mi tudi kaj tazga, veš. Prinesla? Ja, prinesla, da so zginile kakšne te... Mislim, a sam tudi to občutaš, ali to bolj okolica v tebi? V bistvu, ne vem, a veš, ne, tudi, a veš, pa pol bolj se začel bolj, ne vem, iz masaža, pa te, mislim, dobro, ne glih pol komi, ampak nasplošno že v lifeu, ampak, ne vem. Ja, ker masaže tudi konec koncev ne gre za neko res umirjeno zadevo, za sprostitev in tako, in bi bilo res mogoče malo nenavadno, če bi te ko bi te masiral zraven še, ne? Klev ali pa. Ja. Kako se pa to spremeniš v nekoga drugega takrat? Ja, ne vem, pa v bistvu meni je všeč, meni so ljudje vsem poznali, ampak res pa je pač ni pa to vse tudi tako, v bistvu, veš, rap smo imeli, se mi zdi bolj za to, tam si pa lahko malo klev, ne, tako jaz mislim, da ne vem, sicer tudi kakšne grde besede govorim, tudi v vsakdanjiku, ampak ni pa zdaj to, ne vem, da bi bilo po moje pretiravanje ali pa ne vem. Kolikrat se ti še zgodi, ko pride kdo na masažo, da reče,
A ja, si res, ti me boš masiral. Daj mi kakšno rimo zraven. Ja, da veš malo repi. Ja. A se to sploh zgodi? Ne, mislim, če je že bolj. Se tako vejo, kam pridejo. Ne? Ja, pa skecam, drugače pa provam tudi razložiti, ja, bolj, da je to čas za njih in da se v bistvu sem prišli, v bistvu meni plačajo za to, da lahko bolj umiru. Jaz moram reči, da ne vem, če masiram, da so ljudje malo odplavajo, da če se le dan, da si ne bi zdaj razmišljati, pač prosim v družini, v otroku ali pa karkoli. Tako da probajo v bistvu res, da se zavedajo, da je to njihov čas in da malo odletiš, če se le da. Ker se mi zdi, da to v bistvu pol ful velik da v bistvu pač in energije in pač ne vem, pri masaži v bistvu ta tišina in to, da lahko malo odletiš, s tem, da pač vmes pa jaz pa poradelam, pa premasiram mišice, tako da se prekrvijo. Ta odklop, kje pa ti najdeš ta odklop? Greš tudi na masažo, zato da se ti to zgodi? Če šel zdaj, sicer že dolgo nisem bil, ali meditiraš? Kje meditiraš? Ali kje najdeš ta odklop? Ne vem, kva, da bi rekel, ne vem. Pa se jo veš, imaš lahko karkoli, ne vem, muzika je bila zmer dosti terapije, tako, ne vem, tudi doma, mislim, lahko tudi filmček, čeprav te filmček že pele zmeri v nekaj stvari. Mogoče pred grem spat ali pa kaj tazga sem, da sem si mogoče malo bolj ali naprošil vesolje ali kakorkoli za kakšne lepe stvari ali pa da sem si malo bolj probal pozitivno kaj razložiti ali pa kakorkoli, no, ali pa da si kaj lepega zaželim ali pa karkoli tako od gospodarja energij za drugi dan ali pa karkoli splošno. Glede na to, da si imel 2 takšni izkušnji v življenju, torej koma in kap, ja? Imaš občutek, da si zaradi teh 2 izkušenj danes bolj hvaležen, da si tukaj? Jemlješ ta delček v smislu v sekundi nas lahko ni več veliko bolj resno, kot si ga prej? Ja, pa ne, se mi zdi, ne vem, po eni strani pa tudi spet ne. Tako da itak se ne moreš nič napovedati ali pa karkoli, tam ti lahko pač sego na glavo pade, pa zgotov, tako da zdaj ni, ne vem kva, da kaj, ampak sigurno mi pa je nekaj odprl in upam, da sem vsaj kaj bolj srčen, kakor sem bil. Pa da mogoče, da so zginili te negativne, ki so prej govorila. Misli in občutki. Ja. Sej sicer, tudi ko se sam doma ali pa kaj taska, velika tudi kaj pride take negativnosti, ali pa začneš nekaj obremenovati, sam na koncu pol vidiš, ne vem, če si tukaj zdaj, kar naj bi življenje bilo, pač niti ni toliko problemov, ne? Če pa grunta tam, ko zanč, ko sem naredil, pa toliko položen, smo še za plač, pa si lahko pa sam narediš problem, pa si... Ja, tako kot sva midva v bistvu zdaj tukaj in zdaj, mislim, da noben od naju vmes ne razmišlja, kaj naj čaka še pol tekom dneva, ne? Ja, kar bo bole. Tako, Klema, ne moram mimo tega, da te ne bi vprašala, na roki sem opazila prstan. Ima ta prstan kakšno posebno... kakšen pomen, kakšno posebno vrednost, ali to kaj en talismanček? Tako je, s prijateljico sem si kupila vsak svoj prstan, ampak izhajanje pa se mi zdi vse to iz tega, da nekaj zanj sem prvič v življenju da prstan gor na prst. Se odločil, da sam do sebe resničen bom do krst itve. Noben navkriv za moje odločitve. Verjel sem vase in življenju prepustil se. Nekaj na ta način sem zapisal, v bistvu je bila pa fora, da sem, se mi zdi, nekaj brsko malo po enih starih tam doma, pa sem en prstoček star najdel, ne ta pač, ampak jaz sicer ne maram nositi koliko je preveč teh stvari, ampak sem pa, vem, da sem takrat najdel prsta in sem si tako zamislil, pač kako pa je tem, ki so poročeni, pa to... in sem rekel, da vidim, za fora, ne, pa se in sem v bistvu imel ta občutek, da bi pač se zaročil sam sebe, zaročil sam sabo, da bom resničen, da je to samo to, da sem resničen do sebe in svoje resničnosti. To sem si želel pač in ne vem, če sem glih še 100% to, kar si želim, ne, ampak pač tako, da kaj nekaj, pol dol dam, malo gor, pa malo... Ampak to ni tak, ki si ga našel. Potem sem si pa v bistvu to prav kupo enega, v bistvu, da sem si oba tudi malo zaradi najne povezave to kupila, pa to, tako da
Nič. Zaradi povezave in ne kot zaveze oziroma poroke. Ne? Ja. Imata oba enak prsten? Ja. Aha, isti simbol. Ja, tako je, neskončnost. Neskončnost. Okay, ostaneva pri tem, da gre za prijateljico? Ja, tako je. Dobro prijateljico. Dobro prijateljica. Okay. No, pa deva ostati pri tem. Ki bo tudi na koncertu? Bo. V prvi vrsti? Drugi. Koncert se pripravlja, zdaj vem, da že zelo, zelo odštevaš do tega datuma in seveda lahko zdaj povabiš vse, ki naj jo poslušajo, poveš, zakaj naj pridemo in kaj vse bomo tam doživeli. Ja, jaz bom tako rekel, prisrčno vse vabim na moj koncert, ki bo 14.11. V Media Centru. Je pa to praznovanje mojih 50 let, tako da bomo skupaj malo skozi mojo muziko v bistvu probali pač podeživeti te vsa dogajanja, vse, kar se mi je dogajalo, pač, kar sem z repom znal povedati, pa to, tako da presenečen ne bom, ne vem, kaj govoril, bojo pač vsi tisti, ki so mi zmeraj pomagali, tako da jaz upam, da naredimo en, zaupam, da bo dober žurček in naprošam tudi, da pač pomagate repati vi, ne, zraven, tako da bomo vsi skupaj repali. Glasbeniki, ko praznujete 50 let, veš, je to veliko bolj enostavno, zato ker ponavadi vsi tisti, ki delamo kaj drugega, razmišljamo za okrogle obletnice. Joj, žurko moram narediti, kaj je okrogla, pa se spodob. Vi pač naredite koncert, ne? In je to žur, ne? Ja, to je bila ideja, v bistvu, ideja Džizata, mojega menedžerja, tako da v bistvu tudi moja ideja v dozadju, ampak v bistvu je bil to res ta čas, ki res je bila 50-ka pa 25-ka, pa rekel, 50, 25, imaš, kvačmo, valjda, to je to, ne? To nas kliče v bistvu, da naredimo to, tako da jaz pa ne vem, skozi neki bolj cvikam, tret, pa to, ja, pa ne bi letos, ja, kaj bom, drug let, pa ne, 51. Pa 26, ne? Ja, a veš, kot je pol na koncu pa res prišlo v bistvu tega, tako da pač delamo vse na tem, da in jaz verjamem, da bo tako zelo uspešno, da boš drugo leto rekel, pa dajmo zdaj pa 51, pa 26, ne? Pa bo mogoče to neka tradicionalna stvar rata. Meni je bolj važno, da se zabavamo, pa da se imamo lepo tam, tako da se mi zdi, da je dosti pritiska, vsem čutam. No, to me zanima, ja. A bo to kaj zafrknil, vada besedila v tret, ampak tu, če bo, pač sem to jaz, nimam kaj, tako da nimam zdaj kaj zaskrbeti, kar bo, pač narediti to, kar je iz srca in to je bolj važno, se mi zdi. Ne? Ker besedil je pa pač res veliko, ne? In zelo hitro je treba izgovarjati vse besede. Kaj takrat največkrat naredite, kadar recimo pride neka sekundna blokada? Takrat kar neko drugo besedo umestiš noter? Ja, ne, mislim, se to je kar težko, karkoli, to, kar je, pa če se izmozgaš vse, jaz sem doskrat tudi kar rekel, stop igra, gremo nazaj, še enkrat od začetka. To sem znal tudi reči za en isti komad, 4-krat, 5-krat, 6-krat, pa je bilo pa že malo smotano, stop igra, gremo še enkrat nazaj. Mogoče, ali pa če ga ne bi, ne, sploh odigrati. Ja, ne, tako da. Kaj ti je pa pri teh rimah, mogoče recimo takole pred takšnim velikim koncertom, so to samo vaje, na katerih vadite, ali ti potem še doma tudi ta besedila? Itak, doma, doskrat sem se tudi glih zelo to, ko preveč polijo, pa preveč, pa se mi zdi, da je dobro tudi, da si pustiš, pa tudi malo pol mera ali pa tišina, da se mi zdi, da 2-3 dni, pol pa nič ne vadiš, ne, da bi zdaj vsak dan skozi da je že preveč vsega, da se mi zdi, da se ti mora malo uležati, tako na hitro rekel. No. Ja, da je malo premora vmes. Ja, da je malo, da ti pol lažje pol tudi not pride, ne, pa da ni tako mogoče na silo, pa z ljubeznijo. Iz srca. Iz srca. Če si imel prej pred koncertom navado, da si recimo kakšnega spil, imaš tokrat kakšno navado pred koncertom? Imaš takrat rad mir v zaodrju? Raj, pred kakšnim, pa ne, mislim zdaj, ne čez mir najbrž, ampak pred kakšnim tako veliki koncerti imam pa raj skoraj mir, no, ne vem, nimam rad, da preveč govorim, ali pa da me tam folk nekaj sprašuje, da imam obremenjeno glavo in za čem drugim, no. Si potem bolj na vodi ali na sokovih? Kaj ti je ljubše? Sokovi? Tudi, mislim, voda, večinoma vode pijem, no, tako da, zdaj,
Sok mi je pa tudi v redu, a ne. Še malo energije dobil zraven. In verjamem, da bo te energije, tudi tiste, o kateri sva prej vmes govorila, ogromno na koncertu, tako da jaz se ga zelo, zelo veselim. Klemen, tebi pa želim, da ostaneš v tem srcu še naprej. No? Najlepše hvala. In hvala za tvoj podcast ali kakorkoli. Z veseljem. Da sem lahko sem prišel. Z veseljem. In ekipi. G.